Dobrodošli v oddaji Flowcast. Danes je z nami Timotej Gradišnik, bolj znan kot Timo G. Timotej, za tiste, ki te ne poznajo, se prosim na kratko opiši. Najprej Miha, hvala za povabilo. Mi je včas, da se vračam na mesto, kjer sem tudi sam hodil v šolo. Drugače pa z eno besedo ustvarjalec dobre energije, čustev in ekstaze ritma ter glasbenih dogodkov. Kako se je začela tvoja pot v DJ-stvo? DJ-stvo je z mano že odkar se v bistvu spomnim, odkar sem dobil prvi Walkman, še takrat na kasete iz Nemčije. Pol pa smo v bistvu že imeli Discmane, smo snemali CD-je, pol kupovali plošče. To sem imel tudi srečo, da je v moji familiji so bili gramofoni doma, so bile plošče. In je bila pač glasba nekako vedno z mano povezana in pol je avtomatsko logična posledica bila, ko je bil nek party, neka zabava, Timo prinesi zvočnike, prinesi glasbo, ne? Ker včasih ni bilo interneta in smo bili tisti, ki smo bili zbiratelji glasbe ali pa ljubitelji vinilnih ploč, ne? Bolj iskani. Ne? Danes vzameš telefon ven, stisneš Spotify, ne, Apple Music, Top 100, zadeva že sama miksa, tako da DJ-ji smo v bistvu takrat nekako bili bolj iskani, no, kot danes. Zato je zanimivo, no, kako se tehnologija pa čas spreminja, ne. Tako da težko ti odgovorim na to vprašanje. Profesionalno 20 let nekje, kot poklicni DJ oziroma nastopajočih klubih, lokalih ali pa resident DJ, ne. Predtem pa pač ljubitelj glasbe, ne. To bom verjetno ostal do konca življenja. Da si pa opazil, da je DJ-stvo ni poklic, ampak ni več hobi? Takrat, ko sem zaslužil več kot moja starša oba skupaj. Se spomniš tvojega prvega DJ nastopa? Ja, moj prvi DJ nastop je v bistvu bil v osnovni šoli na šolskem diskutu oziroma še predtem na šolskem radiju. Pol kasneje v srednji šoli pa v prvih organiziranih eventih v okolici. Zdaj čisto prvega se spomnim, recimo, ko so potrebovali na enem eventu bolj latino, mehiško glasbo in je bila zahteva, da se vrti cel večer samo specifična glasba. In je bil to za mene v bistvu neki izziv, ki sem ga z veseljem sprejel in tudi to opravil. In pol vem, da je pač povpraševanje samo raslo, ne, takrat v bistvu bolj od ust do ust. Katero glasbo pa najpogosteje vrtiš? Sam imam najrajši glasbo v ritmih med 118 in 128 ppm-ov. Se pravi, gre za house glasbo, ki v bistvu tudi na nek način je sinhronizirana z srcem, se pravi z ritmom srca pri športnih aktivnostih. Tako da to je v bistvu meni najbolj všeč, čeprav se glasba danes zelo prepleta in je težko uvrstiti jo v nek žanr, ampak elektronska house glasba mi je pa najbolj pri srcu. Kako pa izgleda ponavadi vaš večer, tvoj večer na eventih? Čisto odvisno, ali je to klub, v katerem si resident DJ, na katerem ga recimo prideš prvi in tudi zadnji odideš, ali pa gre to za festival, kjer si kot gostujoč DJ in vrtiš recimo en set, se temu reče, ne? Kjer je recimo 7 DJ-jev v istem večeru in ti prideš in odvrtiš, tako da zelo raznoliko, tudi tehnično vedno drugače, ne? Zdaj, če recimo vinyl night ali pa vinyl only set se vrti samo z ploščami, samo z gramofoni, in je pač čist drugi koncept, ne, kot pa da prideš na festival, kjer je v bistvu že skupna DJ oprema in prideš samo z USB ključkom in slušalkami. Kateri event pa bi rekel, da ti je najbolj ostal v spominu? Najbolj mi je v bistvu ostala kitajska turneja, gre za enomesečno turnejo, v 24 dneh sem imel 22 nastopov in v bistvu praktično vsak dan greš v nov klub in si v bistvu headliner tistega večera. In to bi lahko rekel, da mi je ostalo v spominu kot neko pravo DJ-stvo,
v svetovnem formatu. Drugače pa še vedno dajem prednost lokalni publiki, domači publiki, rajši vrtim v manjših klubih kot na velikih festivalih, ker si bolj povezan z ljudmi, čutiš ta vibe, energijo in je vse bolj pristno, nekako bolj čustveno in to mi pol daje neko zadovoljstvo pa veselje. Pa opaziš veliko razliko med domačimi eventi pa tujimi? Razlika je v bistvu samo v tem, ali pridejo poznavalci neke zvrsti, specifično nekega artista, ki je takrat gostujoč, ali pa gre za druženje, kjer v bistvu DJ ni pomemben. Ne? Se pravi, včasih smo tudi DJ nekje bolj v ozadju, kot dodatek k ambientu in ni nujno, da je glasba preglasna ali pa da sploh pride v ospredje. Jaz mislim, da je danes DJ-stvo tudi se bolj razširilo čez dan, tudi da so ti sober partiji, ni samo nočno življenje, ker tudi vemo, kako se sedaj dosti govori o tem zdravem načinu življenja, ne ponačevanju in ne pitju alkohola. Tako da recimo tudi to mi je všeč, da DJ vrti čez dan ali pa na plaži ob 3 popoldan, mogoče bolj chill. Tudi to imam zelo rad. Kaj pa je najtežji del tvojega poklica? Najtežji del je to, da v bistvu se moraš nenehno izobraževati. Tudi z DJ-stvom so vedno novi prijemi, vrtenja, tehnika, vedno moraš biti na tekočem, tudi glasbo moraš spremljati vsak dan praktično, ker pride toliko novih komadov, toliko novih pesmi se vsak dan izda, da ti moraš narediti neko selekcijo iz vsega tega. Vemo, da danes tudi vsa glasba ni kvalitetna, ker ima že vsak možnost v 5 minutah narediti v bistvu svoj komad in ti kot DJ imaš v bistvu veliko odgovornost. Prvo z selekcijo, to je v bistvu delo priprave na tvoj nastop, kot nek 80% v bistvu dela DJ-ja je samo priprava, tistih 20% pa je tvoj nastop, ki ga v bistvu ljudje vidijo. Tako da tu je zadaj ogromno dela, ogromno časa, ogromno veselja, ki ga v bistvu mi kot DJ-ji vlagamo v to, da sploh lahko vrtimo in izpeljemo recimo en kvaliteten večer ali pa kvaliteten set. Kako pa dvigneš energijo na eventih? Z pravim izborom pesmi ob pravem trenutku, z pravo glasnostjo komadov, ki jih predvajaš, pa z tempotom, ki ga ti določiš kot DJ, ker je to v bistvu tudi tvoja primarna naloga, da z glasbo srečiš ljudi in da si v bistvu ti tisti, ki spreminjaš tempo srca ljudem. Zdaj pa eno vprašanje, kaj je Sibjak in kako bi ga opisal gledalcem, ki še ne vejo? Ja, Sib Jack je v bistvu moje drugo umetniško ime. Gre za letnico mojega rojstva. 5.1.88 sem rojen, se pravi 5 je S, I je I, 88 pa je BB, se pravi iz v bistvu moje letnice rojstva s črke S, I, B, B. J, A, G je pa v bistvu izpeljanka iz Jack, ker je v house glasbi in the beginning there was a Jack and house music was born, se pravi je Jack tisti, poznamo tudi v bistvu jacking ples, ker se v bistvu premikaš po nekem ritmu in J, A, C, K se napiše angleško, jaz pa sem to spremenil v J, A, G, ker se pišem Gradišnik in je v bistvu moje ime Sib Jack na nek način letnica mojega rojstva in pa house glasba. Zakaj si pa sploh ta alter ego ustvaril? Zato, ker sem želel nekaj novega, nekaj za tujino. Sprva to je v bistvu brand, ki v bistvu sploh ni bil mišljen za Slovenijo, pa zato, da dejansko, jaz rečem tak, včasih oziroma v Sloveniji se kot DJ moraš zelo dosti prilagajati publiki, pa vzdušju, pa mogoče tudi vrtiš nekaj, kar mogoče tebi ni čist pri srcu. In Timo G je recimo brand, ki je uspel zaradi tega, ker se je vedno prilagodil v okolju, kjer je pač nastopal. Za razliko od mojega umetniškega imena Sib Jack je pa v bistvu ta artist, ki se ne prilagaja in je v bistvu točno to, kar sem jaz, oziroma vrtim samo izključno to, kar je meni všeč, po domače brez glasbenih želj. Si že imel kakšen gig kot Sib Jack? Ja, definitivno. Sib Jack je vrtel že recimo z Umekom na Kuršlusu, z Roger Sanchezem, z
večinoma kvalitetnimi house DJ iz scene, tudi v tujini. In pač ta alter ego name uporabim v bistvu takrat, ko želim res pokazati, kdo sem jaz. Ker je pa te ljubši Sipjack ali Timo G? Zanimivo vprašanje. Odvisno od situacije. Ne? Zdaj festivalska glasba, veliki odri, ta experience elektronike v pravem pomenu besede je recimo bližje Timo G, kjer se na odru tudi moče malo več animira ljudi. Na drugi strani je pa mogoče malo bolj underground klubi, kjer ni toliko pomembna produkcija, pa je bolj pomembna recimo glasba in tudi kvaliteta, ki prihaja iz zvočnikov. Zato bi mogoče v tem primeru izbral Sipjack, ker je to bolj meni bliže. Ne? Vemo, da v Sloveniji težko vrtimo kvalitetno glasbo, ker je premalo klubov pa festivalov, kjer bi dejansko lahko DJ pokazali, kdo smo v resnici, in samo ta večjim recimo to uspe, ne? Ta preboj, ampak najprej v bistvu moraš biti v tujini prepoznaven, da pol Slovenci damo žegn, ne? Tako se to ponavadi reče. Ja. Če bi lahko imel back-to-back set s kjerimkolim DJ-jem, katerim bi bil? DJ Volume Night. Malo heca, ja. Zagotovo bi si želel vrteti z velikimi imenimi, kot je recimo, ne vem, Karl Cox, Fatboy Slim, Pete Tong. Mislim, tu težko rečem, ne? Vsak DJ ima svojo energijo, vsak ima nekaj, kar je pri njemu izrazito, in če ti imaš priložnost vrteti s temi DJ-ji, pol tudi lahko od vsakega se nekaj naučiš, oziroma ti ta doživetje lahko dosti pomeni. Ne? Tako da DJ imamo, hvala Bogu, veliko priložnost spoznavati tudi druge DJ-je. Ne? Ni nujno, da smo sami cel večer, sploh na teh večjih festivalih se dosti srečujemo, in je tudi to ena taka lepa nota, ne, tega poklica, da nikoli ne zmanjka novih idej, novih izzivov, novih obrazov, novih mest, klubov, špilov oziroma športov. Ne. Recimo, dosti sem tudi spoznal nekih športov glih zaradi tega, ker sem dosti vrtel, ne vem, recimo za Red Bull, pa smo šli, ne vem, gorsko kolesarsko, wakeboarding, kiteboarding, pač res zanimive panoge, ne, ki jih recimo sam kot mogoče niti se ne bi spomnil, ne, da obstaja nek šport ali pa da bi ga recimo jaz probal. Ne. In to mi je recimo pri glasbi všeč, da se v bistvu prepleta in povezuje z vsemi panogami, ne. Od športnih do poslovnih do turističnih. Zdaj pa še da tiste tudi, ko ne vejo, kaj je Pulse Agency. Pulse Agency pa smo v bistvu mi vsi, ki ljubimo elektronsko glasbo, in je to v bistvu agencija, ki povezuje glasbenike, DJ-je, tudi live performance nastope, tako kot so, ne vem, saksofonisti, kitaristi, kongaši, pevci, producenti v končni fazi. To je v bistvu organizacija, ki v Mariboru spodbuja elektronske dogodke oziroma uči preko DJ šole, izobražuje ljudi, tudi lokalno publiko, da house glasba ni recimo samo za mlade, ampak da v svetu recimo house glasbo poslušajo tudi starejši ali pa tudi čez dan. In v bistvu to je naše sporočilo, da približamo glasbo, tudi našo produkcijo kot glasbeniki lokalni publiki, in se v bistvu preko te agencije tudi imamo možnost tržiti in predstaviti. Ker je cilj, ki si ga to leto zadal in si ga podrl, si najbolj ponosen na cilje tvoje vse? Letos nam je v bistvu uspelo redno izpeljati več lastnih elektronskih dogodkov, tudi pripeljati bolj in manj znane DJ obraze v mesto, in to je v bistvu bil moj letošnji cilj, da smo del scene praktično, ne, ki jo gradimo, ker mislim, da je tudi naša dolžnost, ne. Ker če mi bo zdaj recimo kdo rekel, da scene ni ali pa da elektronike prave ni, bom pač dal odgovor, da smo
Zato tudi krivi mi, ne, DJ, zato ker se moče preveč prilagajamo, preveč izpolnjujemo glasbeni želj, preveč smo vpleteni v želje naročnikov, ne. Tu pa je bil moj cilj, da v bistvu delamo mi dogodke po naših željah, po tem, da je clubbing v Mariboru živ, da lahko tudi starejši ljudje pridejo na naše evente, recimo tisti, ki so recimo nehali ven hoditi, ne, ker vemo, da v Sloveniji je to, da greš ven, ne, ni več cool, kao, da sem se pa zresno. Ne. In jaz recimo tega ne razumem, ker v tujini srečam, ne vem, 60 let staro babico, ki pleše v prvi vrsti na festivalu, ne, tega recimo pri nas ni, ne. In to pogrešam, ne. In z našimi eventi hočemo v bistvu obuditi tudi to, da so vsi dobrodošli, ne glede kdo so, kaj so, koliko so stari, iz kakšnega okolja izhajajo. V glasbi smo pač vsi enaki, vsi isti in ta beat, ta house glasba nas združuje. To je v bistvu bilo letos na nek način doseženo in zato sem tudi v bistvu zelo ponosen, da v Mariboru in v Sloveniji scena živi še naprej in bo tudi živela, dokler bomo se trudili za njo. Si videl veliki napredek v sceni od takrat, ko si začel do zdaj? Ja, tako kot se draži DJ oprema, tako se tudi draži DJ cena, ne? Saj si me vprašal to, ne? Verjetno. Si mislil, koliko sem plačan? Ne, da sem pač nasploh, kako je napredovala scena. Aha, napredovala scena. Ja, mislim, malo je nadazovala, ne, če rečemo. Včasih je recimo nočna kultura bolj živela, ne, ampak to se je spremenilo zaradi različnih faktorov pa interesov, ne. Že prvi problem je bil, ko je bilo prepoved recimo kajenja, ne, v javnih prostorih. Čeprav tudi meni je to ok, da ljudje ne kadijo, ne, ker sam nisem kadilec, ampak se je takoj poznalo, ne, takoj so klubi izgubili neko kapaciteto ali pa so ljudje zmes hodili ven in ni bilo več tega vajba, ne. Tako da scena na nek način stagnira oziroma propada, ampak mi se trudimo jo oživljati, ne. Se govorim zdaj o tem, da ni samo nočno življenje to, ampak je tudi DJ-stvo lahko čez dan na maratonu, ne. Recimo imamo zdaj trend DJ-ev ali pa v pekarnah ali pa v kavarnah, ne. Čez dan ljudje pridejo na, ne vem, šot nekega džingerja ali pa nekih zdravih sokov in zraven imaš pa DJ-ja, ne. Tako da to je v bistvu ta sprememba, ki jo moramo še v Sloveniji sprejeti in pol mislim, da smo na dobri poti, da bomo sceno v bistvu dvignili nazaj na nivo, kjer bodo polni klubi in polni festivali. Če odštejemo house glasbo, katero glasbo še rad poslušaš? Na splošno rad poslušam glasbo z hitrim tempom, ampak včasih mi pa tudi paše kakšen hip-hop ali pa tudi včasih kakšna klasika. Spet je odvisno od tega, kdaj, s kom in v kakšnem ambientu, ne. Ampak v večini prej disko kot klasika, se pravi bolj počasnejši ritmi housea. Ker je pa ti najmanj všeč žanr glasbe? Najmanj žanr, ki ga v bistvu ne razumem, je happy hardcore oziroma hardstyle, ker ima, ne vem, za moje pojme premalo čustev, pa preveč je agresiven. Tako da sem že bil na parih festivalih, kjer so to DJ-ji pred mano vrteli, pa sem bil prav šokiran. Tudi odziv ljudi mi je bil zanimiv, ne? Ker večinoma ljudi pa je to všeč, ne. Vemo, da zdaj v porastu so hitrejši ritmi. Tudi mislim, da prvič v 100 letih ni R&B komada na lestvici v zadnjih 30 letih. In vsake toliko časa se pa ta trend obrne, ne. Zdaj bo pač porast hitrejših ritmov, v roku 5 naslednjih let pa bo se to prelomilo, iz 160 BPM bomo šli nazaj na 80, pa bo recimo spet hip-hop popularen, ne. In zato je tudi glasba tako zanimiva, ker se vedno reciklira, vedno se spreminja in nikoli ni konca, ne. Si kdaj probal delati svojo glasbo? Ja, to v bistvu še poskušam danes, ne. Vedno se učim, vedno poslušam mogoče drugače komade, kot jih slišijo normalni ljudje, se pravi, neke elemente poslušam, zvoke v ozadju, recimo zanimivo mi je, ko vrtim komade, ki jih vrtim že, ne vem, 10-20 let,
in slišim v teh komadih neke zvoke, ki jih recimo še predtem sploh nisem slišal. Ne? To se tudi pol sliši v studiu na studijskih zvočnikih ali pa na kakšnem večjem festivalu z dobrim ozvočenjem. In pol, ko ti glasbo ne samo slišiš, ampak tudi čutiš, ti postane spet zanimiva, ne? Ker mogoče nisi jo do tega trenutka tako dojemal in pol ti v bistvu nek sound system omogoča je to, da ti slišiš ali pa čutiš glasbo drugače in je to v bistvu ful zanimivo. Da nekaj, kar si že mislil, da veš pa poznaš, odkriješ na v bistvu drugačen način. Ja. Katera stvar bi rekel, da je, brez katere ne moreš živeti? Essential. Ja, brez moje punce. Razen punce? Ja, mislim, ne morem živeti brez zraka, vode pa hrane, ne? Dobre. Drugače pa verjetno sem odvisnik od glasbe, ja, definitivno je to moja droga, tako da če bi lahko izbiral, bi na prvem mestu bila glasba. To mi je zelo pomembno in tudi mislim, da je glasba prvi jezik sveta. Torej, preko glasbe se vsi lahko sporazumevamo in to je, mislim, da zelo močno zdravilo. Kje pa najpogosteje poslušaš glasbo? Najpogosteje v mojem studiu. Pa v avtu, kak je radio ali svojo glasbo? Fajn je, da testiramo glasbo tudi na telefonu, na računalniku, v avtu. Se pravi, ti, ko narediš komad, je največji izziv to, da se bo vse posod dobro slišal. Ne? Ker ti lahko narediš ful dober komad, ki se bo dobro slišal na festivalu, ampak če se ne bo dobro slišal na radiju ali pa na telefonu, ga ljudje enostavno ne bodo poslušali zaradi tega, ker nimajo danes vsi priložnosti poslušati glasbo na dobrih kvalitetnih zvočnikih in se pač ponavadi glasba posluša preko telefona, ne? Ali pa računalnika in to je danes v bistvu na nek način problem, ker če poslušamo glasbo preko YouTubea, je tudi v bistvu zelo skompresirana, ne? Zelo uničena, bi jaz temu rekel, in mogoče ni pravi način, ne? Mogoče bi se mogli malo vrniti in si začeti kupovati te velike stolpe hi-fije, ko smo si jih recimo včasih. Danes recimo Bluetooth tudi uniči na nek način zvok in oziroma so ti mali Bluetooth zvočniki vseeno bolj mono kot stereo, ne? Čeprav dajo stereo zvok od sebe, ni to isto, ne, če imaš tisti dva zvočnika. Ne. Ja. Tako da to je kar izziv. Ja. Misliš, da mladi DJ imajo zdaj boljšo priložnost kot pa včasih? Ja, vsak dan je lažje narediti svojo produkcijo, vsak dan je bolj dostopno. Se poznamo več različnih tipov DJ-ja. Ne. Tudi ti v bistvu za svojo playlisto na YouTube ali pa na Spotify si že na nek način selektor, si že na nek način DJ. Ne. In če ti programi omogočajo tudi miksanje teh seznamov pesmi, ki jih ti ustvariš, si v bistvu že DJ in to je tudi dobra stvar tehnologije in razvoja DJ-stva, da se danes v bistvu glasba lahko miksa že praktično s telefonom oziroma se bo miksala v prihodnosti z smart glasses in vsak bo imel svojo kolekcijo glasbe na virtualnem oblaku in bo dostopna kjerkoli na svetu. Kaj pa, to sem se vprašal, če si kakšne inštrumente igral? Nikoli nič kaj resnega. V osnovni šoli sem se dotaknil električnih orgel, torej poznam bele tipke, ampak me to pri moji karieri DJ-stva ni ustavilo, ker je toliko drugih pomoči glasbenih lestvic in pa poznavanje glasbenih not na drugačne načine, da v bistvu mi je to pomagalo, mogoče v smislu ritmike, pa malo melodij, mogoče kaj paše skup, pa kaj ne paše skup, ampak v osnovi ni nujno, da si danes ti glasbenik oziroma da karkoli veš o glasbi, da postaneš DJ. Če bi mogel izbrati kariero, ki ni DJ, katero bi izbral? Zanimivo vprašanje. Verjetno bi se odločil za neko samostojno podjetništvo, kjer bi pač prodajal nek izdelek, verjetno v smislu dropshippinga ali pa zastopanja ali pa uvažanja nekega produkta v Slovenijo. Ne vem, bil v bandu ali pa kaj? Prej bi mogoče bil tonski mojster, ki bi skrbel za glasbo ali pa miksanje glasbe, mogoče scenografist celo, to mi je tudi zelo blizu, dizajn, kako izgleda dogodek in pa organizator dogodkov.
to bi bila po mojem naslednja stopnja takoj za DJ-stvom. Ker je pa tvoj naslednji dogodek? Mi imamo v naši rezidentski hiši v Rožmarinu, kjer sem DJ že 12 let, redno na sporedu House Drops dogodke, kjer bomo gostili 13. decembra v bistvu dve lokalni legendi house glasbe. Tako da boste z nami DJ Om pa Magic J in vas vse vljudno vabim, da pridete pogledat, kako se sliši kvalitetna house glasba v klubu z D&B sound system ozvočenjem. Mislim, da je to najboljše ozvočenje, ki ga Maribor premore in je tudi ta experience malo drugačen, kot pa če poslušamo house glasbo na telefonu ali pa na računalniku doma. Kaj pa je bil dogodek, ki je najslabše potekal? Dosti je bilo dogodkov, ki so bili impro liga, jaz temu rečem, ali pa so se zgodili neki incidenti, kjer so recimo je varnostna služba popustila, pa so ljudje vdrli na oder, ali pa je nam zmanjkalo elektrike, ali pa nam je oprema zatajila, ali pa še hujše, nas je presenetil dež. Ampak na to ne moremo vplivati, ne? Vedno je pač point nas DJ-ev, da osrečujemo ljudi z glasbo, zdaj pa ne glede v katerem okolju smo, s kakšno opremo ali pa z kakšnimi gosti, pač vedno probamo zadovoljiti ljudi in jaz mislim, da je to number one delo DJ-ja. Zdaj pa kakšne pogoje pa imaš za to, pa v kakšni izziv ti da prostor, v katerem se znajdeš kot DJ, pa je svet odvisno od večjih faktorov, ne. Verjetno vrtiš glasbo preko USB ključika, ne? Ja, tehnologija je šla naprej, tako kot so šli fonogrami iz, ne vem, kaset, CD playerov, tudi plošč, na vse zadnje, se je to digitaliziralo v računalnik oziroma USB ključek. Zdaj pa je v bistvu že prišel letos update, kjer se v bistvu ti samo vpišeš s svojim mailom oziroma vrtiš iz oblaka, torej ne rabiš niti več ključka. Današnja DJ oprema nam omogoča vrtenje glasbe v bistvu preko spleta. Pa si kdaj prišel na gig, pa si pozabil USB ključek ali pa ti crknil? Ne, nikoli se mi ni zgodilo, da bi pozabil ključek. Se pa mi je že zgodilo, da se mi je ključek pokvaril, ampak zato sem vedno bil toliko pripravljen, da sem vedno imel dva zraven in da tudi tisti prvič je odpovedal, da je bil še backup drugi. Se pa je že zgodilo, da sem kdaj kakšnemu DJ-ju posodil svoj ključek. V takem primeru, ko se mu je zgodilo to, da je ključek zatajil, ali pa smo enostavno si DJ-ji med sabo pomagali, tako da nikoli se ni zgodilo, da bi ostali v tišini brez glasbe. Samo točno sem isto vprašati, katero opremo uporabljaš najraje? Osebno najraje uporabljam Technics SL1210 MK2 gramofone, ki so v bistvu timeless DJ equipment in mislim, da bodo tudi ostali, ker je njihova kvaliteta izdelave neprimerljivo boljša od teh gramofonov, ki jih imamo danes. Pa tudi toliko jih je bilo na svetu prodanih in sproduciranih, da bojo še kar nekaj let na sceni. Drugače je pa klubski standard DJ opreme Pioneer, se pravi Alpha Theta po novem, ker je v bistvu to klubski standard v vsaki klub, kjer prideš, če vidiš Pioneer napis /Alpha Theta, veš, da bo tvoj ključek deloval, oziroma da boš ti, ne glede kateri model playera ali kateri model mikserja je v tistem klubu, ne, znal to opremo uporabljati in tudi lahko kvalitetno speljal večer. Če imel izbiro med striktno analognim pa digitalnim vrtenjem glasbe, katerega bi izbral? Težka odločitev, ker digitalna smer ti omogoča toliko bolj kreative ali pa v prihodnosti inovacij, ne? Recimo zdaj so stemsi popularni, to pomeni, da ti kot DJ lahko izklopiš vokal ali zadaj beat ali melodijo in ta beat daš na nek drug vokal, ne? V tistem trenutku vrtenja, se pravi, gre že za neke vrste produciranje v živo in ne toliko vrtenje komadov. Spet pa ima čar gramofonska plošča, se pravi,
gramofoni, kjer ti držiš glasbo v roki in izbereš ploščo, vidiš sliko, cover in to ploščo daš na gramofon. Je to spet nek občutek, nek feeling, ta plošča ti vrne neke spomine. Ne? Zdaj, če jaz preko interneta naložim komad na player, mi tega feelinga ne bo dalo. Ne? Vidim mogoče cover, grafiko na CD-playeru ali pa na predvajalniku, ni pa opremljivo. Ne? In zato mislim, da se tudi vrača analogni način, ker je to, da ti držiš glasbo v rokah, čist drugi feeling, kot pa to, kar klikamo z miško. Ne? Imaš še kakšno sporočilo za gledalce? Nikoli nehajte plesati, uživajte v glasbi, kupite vstopnico in podprete koncert ali pa lokalni dogodek, ker s tem bomo tudi lahko naprej omogočali kvalitetni program in poskrbeli za sceno, da ne bo umrla. Hvala. Z nami je bil Timo G. Hvala, da ste gledali našo oddajo. Se vidimo naslednjič.